v UGM studio Maribor imam razstavo z naslovom Slike, prijateljice in naslovi slik, ki še niso narejene. In ta naslov sem dal enostavno zato, ker v tem prostoru sem prikazal tretjino dela iz zadnjih 20 let in s tem naslovom sem hotel pokazati, da slike so moje prijateljice. Jaz rad slikam, in hkrati so pomembni tudi naslovi teh slik, ki pa jih ne dobim v ateljeju, ampak jih dobim na popotovanjih po večjih ali manjših evropskih mestih ali vaseh in se jih je naenkrat nabralo že cela grmada. Te naslove dobim na pokopališčih, pa ni nič patosa noter. Dolgo časa sem pri obiskih pokopališč razmišljal, kaj jaz iščem tukaj, kaj me fascinira, dokler nisem ugotovil, da se to lepo povezuje z mojim slikarstvom, v katerem nočem prikazovati nekaj patosa, ki ga čutimo v življenju ali pa zadmevanje, ampak že sam s temi naslovi, ki jih pridobim na pokopališčih, s tem je svojo delovanje svojega slikarskega dela razširim, je raven tako, kot bi slikal, je to del mojega slikarstva in tudi je zelo nenavadno, jaz ne poznam teh oseb, ki je ime in priimek, pa letnice rojstva, letnice smrti, jaz teh oseb ne poznam, jaz se ne ukvarjam, nisem ne psiholog, nisem nobenih travm ni ali pa kakor, da bi trpel, ko živiš ali ne. Seveda me zanima, ampak ne za sliko. Podam gledalcu eno drugo dimenzijo, ko sliko gleda čisto abstraktno s 4 krogci in ga zapelje mogoče še v eno drugo polje, ne samo estetiziranje, pa to je banalno rečeno, ne samo tako, ali mu všeč ali mu ni všeč, tudi če mu slikca ni všeč, ga zapelje v neko drugo polje. Pred 20 leti so prišli te 4 krogi na mojo slikovno polje in sem se na začetku vprašal, pa kaj za hudičo, kaj boš zdaj štedilnik delal, ali kaj boš zdaj, In je čisto spontano prišlo, potem sem se pa ugotovil, da so me navdihvali te 4 krogci, ki so aureole in kaj takega in sem sprejel to kot format pravokoten in da je to neka danost, ker na koncu jaz moram pa potlej iskati, zgleda kot da ponavljam in jaz teh krogcev načeloma niti ne vidim, ki jih na koncu pol dam, iščem potem vedno razliko in razliko v podobi in vedno moram drugače rešiti, kako je aureolca s celotnim slikovnim poljem okrog teh krogcev in se ukvarjam tudi malo z likovno teorijo v tem smislu, ko Kandinsky je vedno trdil, da modra barva se najbolj prilagaja krogu. Jaz imam pri modrih krogov zelo malo, to se pravi, se prilagajajo tudi drugi. Iščem neke rešitve. Potem mi je tudi Otto Philipp Runge, ki je tiste barvne kroge delal, je pol v spominu, da sem mogoče nekje videl tiste 4 krogce, pa kaj takega, pa je v Kunsthalle v Hamburgu. Bog je odkot je to prišlo, ampak jaz ne kompliciram. Pri meni tudi ni poanta v krogcih, kjerkoli pride v atelje, reče, 4 krogi, pa da je še vse videl. In jaz takoj vem, da ni nič videl, da je to, kot bi rekel, 4 oglate slike delaš. Seveda 4 oglate, kakšne pa hočem. Zdaj so 4 krogci noter. Poanta je šli na drugem nivoju. In potem pa, če kakšen naslov prebere, je pa poanta izven slike, kot je Dichon lepo povedal, da je naslov je nevidna barva, te v neko dimenzijo pošle. In če bi zdaj jaz delal, če napišeš pod sliko, da delaš tihožitje, pa da napišeš pod sliko naslov tihožitje, nisi nič povedal, je to pleonazem, čisti pleonazem. Pred tem, ko sem začel te naslove dajati, sem si mogel te naslove iskati, pa sem šel že samo sebi na živce, pa sem dal naslove Mulatka, Ziza, Doktorat, Šarkovski, pa tako. In se človek samega sebe ne veliča, z nekim domislicam, tako pa ne, tako sem pa pripeljal neke dimenzije noter in imam tudi izkušnje, imam te slike na spletu in da najlepša izkušnja je bila, da me ena ženska iz San Salvadorja kontaktira, da je, kaj vemo, Matteo Tantini, ki je bila gor slikca Matteo Tantini, ki sem dobil naslov v Assisi v Italiji, da ona je imela neko ljubezensko afero v New Yorku in zdaj se ona na e-maile več ne oglaša. In jaz pošljem fotografijo tistega spomenika, ki sem najdel naslov gor, in je bila tudi fotografija tistega fanta gor in ona je kar vdahnilo, je imela punca, je bila vesela, seveda je bila žalostna, da je fanta avto povozil, kaj sem mu zgodil, ampak je mislila, da je za nos vlekel tam, da očitno sta se imela zelo lepo in da ni na e-mailu nič odgovarjal, je bila vesela, mrtev je neka deliverance.
Zdaj mi je zelo všeč, da sem povezal med sabo tisto, ki sem rad po pokopališčih hodil, da iščem tam naslove in pa svoje slikarstvo in je to, imam dela še za 1000 let po moje, zato ker ta income naslovov je danes dosti večji kot pa outcome. Jaz lahko naredim mogoče 100 slik, potem pa naključno z tistega seznama zberem tiste naslove, ampak vsako leto jaz pridobim na pokopališčih 300 do 400 novih naslovov. To se pravi, jaz nekaj delam, kar ne bom nikoli dokončal. Ali pa tako, kot je Boriska rekel, na koncu, če ste gledali tisti film od Andreja Rubljeva, ki je na koncu povedal, da on ne pozna skrivnosti, ampak zvonovi so peli. Jaz ne poznam, ne vem čisto točno, zakaj se gre, ampak imam občutek, da mi poje. In tiste videčke, ki jih naredim, vsake toliko časa jaz preberem na teh videih naslove, slik, ki so pa že narejene. In na teh videih so vizualno minorni, ampak so tako statični, ampak se pa izmenjujejo napisi slik z merami povsem in jaz berem samo del tistih naslovov, seveda brez letnic in to berem brez letnice enostavno, zato ker naslove, ki sem jih dobil v Romuniji, jaz ne znam romunsko, jaz ne morem romunsko prebrati. Jaz sem tisti, ki približno znam prebrati, ime pa priimek, ampak ene persone, ki jih več ni. In te moje prijateljice, ko pa pridem v atelje, ki še niso končane, ki jim še nisem potalal naslove, pa imam občutek, da so kot eni ptički, da pojejo še tukaj eno pikico, ne reče tole dokončaj pa tako. In se mi zdi v redu, kot je rekel Wittgenstein, da koliko majhna je lahko misel, koliko majhna je lahko ena stvar, da je človek lahko obseden celo življenje. In očitno sem jaz našel neko majhnost v tem, da sem lahko obseden celo življenje in da nimam občutka, da ponavljam samega. Ko so te 4 krogci prišli v moje slike, sem bil še atelje v Rakitovcu, v eni stari šoli na Primorskem in bi lahko sem tudi delal slike 2 metra krat 2 metra velike slike, potem so se pa manjšale te slike in zdaj delam 20 krat 30 cm, mogoče največ 20 krat 40 cm. In vedno si vzamem vsako leto, letos pa ne bom mogoče modre barve uporabljal, letos bom pa modre uporabljal, letos bom pa rozete delal iz rdečo barvo, potem iščem, letos bom pa črne kroge delal, letos bom pa delal, da ne bodo bleščali. Vedno si dajem neko omejitev, tako da nekaj ven vzamem in potem z tistega, ki mi ostane, iščem rešitve. In običajno naredim kroge na koncu, ki je slika končana in jih počnem, kot da bi nekje imel neko lepo parcelo, hiško in zraven dobiš, da ti kar eno cesto potegnejo, da ti gre v bistvu včasih malo na živce, da nimam dosti vpliva, kam bom dal te krogce. In včasih pa naredim te kroge na začetku in potem celo sliko moram tako delati, da se ne vidi, da plešem s čopičem in tiste slike moram bolj nežno delati. Delam večinoma s pigmenti, da jih sam zaribam in si vzamem čas, da čist malo zaribam barve, zato ker je človek tako, da bi kar barvo porabil kar po 20 slikcah, da ne bi šlo nič in gre veliko barve v nič. Iz barvo ne šparam. Tudi pri barvah pa jaz dam za eno tubo kobalt 100 €, pri barvi pa ne šparam, pri materialu pa ne šparam. In tudi vsa platna so, pri slikah so majčkene različnih dimenzij. Tako da jaz tudi avtomatsko ne morem z roko seči takoj v center, ker temu ni noben imun ali pa s pogledom, ki ima drugje center. In tudi 2 slike iz tega razloga ne morete biti enake. In si z tega težave delam, ker bilo tudi potlej za shrambo bi bilo dosti lažje, da bi bile iste velike, pa za prevoz, pa tako imam same težave si delam. Približno 10 mesecev na leto slikam in tisti čas si jaz dam za eno sliko tudi 2 meseca, dokler ni končana, tudi 2 meseca opravka, dokler pa ne vem, kaj ne štima, pol enkrat pa pogledam in enkrat ugotovim, da je slika končana. Jih naložim na kup, tako da ne vidim lica in potem preštejem tiste slikce, recimo 60 slikci in zberem z unega seznama 60 naslovov in v miže potalam, ne v miže, tako da zadaj napišem, šele pol vidim, kakšen naslov sem dal za kakšno sliko. Da še to omenim, Korbinian Eigner, mogoče ga kakšni poznajo, mogoče ne, to je bil nemški slikar, ki je bil ravno tako v Dachovu, kot je bil Zoran Mušič. Ampak Zoran Mušič je dal patos, pa par excellence slikce, ker Korbinian Eigner je pa v Dachovu, je pa akvarele, jabučke delal, popolnoma se v tistih slikah ne vidi, ki je trpel. Jaz pa mogoče ta stoični del, pri mojih slikah se ne vidi, da bi kakšen trpel, pa da je kakšen otrok umrl, pa da je kakšen star umrl, pa ki je tazga. In tudi veliko dam na to naključje, da jaz, tudi ko se je ta razstavca postavljala, jaz sem
trikrat več slik, kot sem jih zdaj v UGM studiu postavil. Jaz imam te slike v zabojih, jaz sem te zaboje naključno izbral. Tele bojo šle, tele pa ne. To sem približno preračunal, koliko je površina, razstavna površina, pa da ne bo preveč negužvan. In tretjina slik je čisto dovolj. Tudi na postavitvi sta pomagala dva študenta, dela je bilo precej, in pod slikcem sem pisal z roko naslove slik. In polk je časa zmanjkval, pa tako sta to študenta pisali, nisem ga jaz pisal. Tudi vseh sten nisem jaz postavil, sta dva študenta tam naredila in potem sem pa rekel, tole premaknem, tole je zdaj preveč nagužvan, tako da ni, da jaz prepustim to, je že druga polovica noter posegla. Jaz nimam vpliva, kakšen bo prostor, kakšni bojo oni asistenti, ki bodo pomagali. In jaz tudi, ko bom recimo enkrat 90 let star, pa ne bom mogel sam fizično zmogel razstavice postavljati, jaz bom mogel nekaj istočnice, da je tukaj takole, pa tam boste malo popravili. In tukaj se je lepo začel, z tega nivoja sem zelo vesel in tudi žena mi je pomagala. V tem začutim neko svobodo, da svobodno, tako kot v sliki, prepustiš materialu, da pove svoje in potem sam si pa kot nekdo, ki jadrnico obvlada več ali manj, prepusti valom, da napnejo jadro, ampak on ima krmilo v roki. V sliko jih pa še ne spustim, tako da slike pa še sam delam. Tudi to mi je všeč, da je ta prostor v UGM studio, da je toliko manjši, da nisem mogel nabutati, koliko bi šel nekam ene žarec pogledati, ker bi bilo res, koliko bi tapiciral stene, da sem mogel na ključni izbor narediti, da stene malo dihajo, da nisem vzga pokazal, da imam še kaj za pokazati, da tako, kot bi kakšne rekel, to je retrodestruktiva, to je neka umestna faza. Je pa tako, ker bi lahko tako nekam sistematično, pa je malo konfuzno, ampak je takšen sem. Za barve sem bil vedno navdušen. Zame slike morajo žareti. Če se vnaprej odločiš, da recimo v teh slikah, v tej seriji ali karkoli ne boš uporabljal more barve, moraš iznajti druge mehanizme, da ostale barve žarijo, ker se kontemplatarni odnosi ne podpirajo tako, kot če bi modro pa rdečo dal skupaj, moraš rdečo našponati na drugačen način. Danes mi velikost slike ne pomeni veliko, zato ker to ker barvo tudi v majhnem lahko šponaš in tudi je zelo pomemben, ali imaš akrilno vezivo, ali imaš vaš vezivo, ali imaš mat vezivo, ali vosek dodajaš, ali je nek pigment v olju, ali je v unim, z nekim pigmentom lahko dobiš že v različnih vezivih 150 barvnih tonov. Ta materija, ki pol daje barvno magmo ven, me je vedno fascinirala. Pa poanta je v tem, da slike, tako kot sem jih delal pred 20 leti, niti ne znam več, niti ne untri, imam pa v spominu tako, da tako sem že naredil, tako ne morem, kot sem povedal v spremnem tekstu, iščem razliko, ki jo ljudje pa opazijo krogce. In jaz vedno rečem, da človek mora tisti delati, da ti nihče ne zavide, ker ti noben malo pajs. Na krogce vsaka budala mi lahko pajs, ampak tistega, ki je pod spodaj, pa nihče. Poleg ne lepe ali pa neke živahne ali pa intenzivne pa vibrirajoče, muzikalične barvne kombinacije na sliki, potem gledalec, tudi jaz osebno, ker sem tudi gledalec, še neko dimenzijo minevanja pridobim. Tudi te naslovi so tako banalni, ampak te številke, ki se življenje začne pa konča, ni to nič tragičnega, ampak izkoristimo, tudi sebi moram vedno povedati, izkorista life, pa Beckett je v tisti knjigci Neimenljivi, je tako lepo povedal, da sem mislil, da so mi že vse vzeli, pa so spet nekaj našli. Ampak jaz to okoli obrnem, pri teh krogcih vsako leto mislim, da sem že vse izčrpal, pa še nekaj najdem, pa gremo spet naprej. Vsako leto mislim, zato ker naslovi me pa silijo. Zdaj mislim, kaj bom, naslove imam, slik pa kot slikar, pa da brez slik, pa to ne gre. Jaz ne morem trditi, da vem, kaj delam, ampak imam pa strašen koncept, vem pa, kaj bo naslednja poteza. Razumeš, v globalu pa jaz ne vem, kakšen pomen ima to, pa Dišon bi mene, ne vem, če bi rekel, da je tole v redu konj, da ne smeš samega sebe ponavljati. Jaz pa ponavljam razlik. Lobačevski je bil on, ruski matematik, ki je neevklidsko geometrijo pogruntal na hiperbolični ravnini. In on je tako, so ga v Sibirijo dali takrat kakor kazensko in je bilo tako mraz in on je preživel, zato ker je tako mislil, so ga možgani ogrevali, ostali so pomrdali. Ampak poanta je v tem,
da je v tistem spisku, ki je Duchamp delal v knjižnici v Parizu, kot ki nima odnarja, je študiral Lobačevskega, ne? In je potem tudi tiste štiri dimenzije, da to je, koliko hočem ali nočem, to je vse povezano, ne? Razumeš, se lahko na popek postaviš, ne? Tako tudi te naslovi te pol povežejo, tako kot v Münchnu sva, mislim, da je bila Amelie, Neresheimer, ne? Pa tudi slika mi je všeč, seveda so mi vse slike moje všeč, ne? Amelie Neresheimer in potem en klošar pride v bližino, ko sem videl Diškloco in mi pove, da je to ena šaušpiler, ena igralka iz 18. stoletja, ki jo danes nihče ne pozna, pa je mene pritegnil, da sem zdaj tam na Šklocem, sedaj mu nisem povedal, da naslov rabim. Zdaj, ko to govorim, vidite, da imam to vse zmešan v glavi, slika, barve, naslovi, potovanja in potem pa tisti muzejčki, ki jih pogledam pa knjige, pa to imam jaz vse zmešan, to je zame eno in isto. To brez naslovov ni slikarstva zame in slikarstva ni seveda v mojem okviru, ne. Ker nimaš vpliva, kdo bo na avtobusu si zraven sebe usedel, če ideš kakšen long distance do Münchna, ne. Pač eni sedijo zraven tebe, eni kokice, eni ti grejo na živce, eni pa ne, ne. Ja.